pozdrav, sem Mihajl, moderator projekta Zdravje. Predstavil vam bom izobraževalni in terapevtski projekt Bolezen. Vabim vas, da se mi pridružite v predavalnici. Prvo poglavje projekta Bolezen se imenuje Bolezen. Za ustrezno doumevanje problematike bom navedel splošno definicijo termina. Bolezen. Motnja v delovanju organizma. Primeri. Bolezen se prenaša z dotiki ali izločki. Nalesti se bolezni. Dobiti bolezen. Ozdraviti, preboleti bolezen. Huda, neozdravljiva, smrtna bolezen. Dedna, nalezljiva, poklicna bolezen. Duševna bolezen, telesna bolezen. Bolezni dihal, srca. Rastlinske, živalske bolezni. Ekspresivno. Pomanjkljivosti, napake. Predaprilske bolezni Jugoslavije. Otroške bolezni samoupravljanja. Bolezen je torej tisto, kar onemogoča nemoteno delovanje organizma. Vsaka bolezen ima logičen vzrok in logične posledice. Bolezen ne nastane brez vzroka in ni posledica nerazumne ali fiktivne višje sile. Najboljše sredstvo zoper obolenja je preventiva. Najboljša preventiva je razumen način življenja. Razumen način življenja pomeni udejanjanje zdrave življenjske filozofije. Nauk prvega poglavja se glasi: bolezni so posledice bolestnih misli in dejanj, ne vnaprej določena usoda ali kazni nerazumne višje sile. Drugo poglavje projekta Bolezen se imenuje Zdravje. Za ustrezno doumevanje problematike bom navedel splošno definicijo termina. Zdravje. Stanje duševnega in telesnega dobrega počutja brez motenj v delovanju organizma. Primeri.
Zdravje se izboljšuje, krepi, slabša, peša. Skrb za zdravje ljudi, rastlin, živali. Druga definicija. Stanje živega bitja, v katerem vsi procesi potekajo normalno, brez motenj. Zdravje je torej tisto, kar omogoča nemoteno delovanje organizma. Zdravje je neposredno odvisno od načina življenja. Zdravje ni samo umevnost, je rezultat udejanjanja zdrave življenjske filozofije. Zdrava življenjska filozofija pomeni miselnost, ki temelji na ljubezni in spoštovanju do življenja. Udejanjanje zdrave življenjske filozofije pomeni smiselne kombinacije zdravih misli in dejanj. Nauk drugega poglavja se glasi: zdravje je največje bogastvo. Ohranjati in plemenititi ga je možno s splošno ljubeznijo in spoštovanjem do življenja. Lep pozdrav v epilogu projekta Bolezen. Epilog projekta Bolezen se imenuje Zdravje. Dojeti je treba, da je vsaka bolezen pogojena z vzrokom ali vzroki. Bolezen, ki bi nastala brez vzroka, ne obstaja. Vsaka uspešna ozdravitev temelji na ustreznem analiziranju in učinkoviti odpravi vzroka ali vzrokov ter posledic. Zdravje ni samoumevnost. Zdravje je rezultat udejanjanja in upoštevanja smiselne življenjske etike in morale. Zdravje je odvisno od samovolje in samoiniciativnosti. Kdor nima interesa za zdravje, ima bolezen. Življenjska formula je preprosta: ali zdravje ali bolezen. Povedano preprosto, bolezen je posledica nespoštovanja zdravja in življenja. Spoštovanje zdravja in življenja omogoča zdravje, nespoštovanje zdravja in življenja povzroča bolezni. Zdravje je največje bogastvo. Nas videnje.